En lep pozdrav, kot vedno, vsem skupaj in vsakomur posebej. Evo, spet smo tukaj, hvala, ker ste z nami. Zdaj, tisti, ki nas redneje ali pa redno spremljate in predvsem hvala vam, veste, da najprej prva stvar, ki se tukaj zgodi, je ta, da imam jaz nek dolg uvod. Ne. Tokrat bomo to preskočili, ker bodo stvari, ki bi sicer lahko bile povedane v uvodnem nagovoru, tako ali drugače razčlenjene in obdelane v najinem pogovoru, tako da bi kar predstavil tokratnega gosta in sicer z največjim zadovoljstvom, popolnoma iskreno, pozdravljam med nami dr. Dragana Petrovca, za katerega sta značilni dve stvari, ki sta identični vsem drugim gostom, ki sem jih imel čast gostiti tukaj. Prva je ta, da sva midva znanca, bi rekel, ker bi si upal reči kar dobra znanca, tako da se bova med pogovorom tikala za voljo pristnosti. Druga stvar je pa ta, ki je tudi ista prejšnjim gostom in gostjam, je ta, da je njegov življenjepis zelo obsežen, dolgoletno kariero ima za seboj dr. Petrovec, tako da ne moremo seveda vsega zdaj tukaj zajeti. Jaz se bom oprl na par stvari, za katere smatram tudi, da jih javnost najbolj pozna, pa da ponovimo. Namreč, dr. Dragan Petrovec je delal za pravosodno ministrstvo že v 70 letih prejšnjega stoletja, delal v ženskem zaporu na Igu, kjer se je leta 1983 tudi zaposlil. Ta zapor tudi vrsto let uspešno vodil. Mogoče kaj več o tem kasneje. Sicer pa se je leta 1993 zaposlil kot raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, s katero še vedno, čeprav je v pokoju, sodeluje pogodbeno kot redni profesor. Mislim pa, da ga večinska javnost pozna predvsem po njegovih zelo pronicljivih kolumnah za časopisno hišo Dnevnik oziroma za časopis Dnevnik. V torek 27. aprila, ko je bilo v Ljubljani na ulicah ponovno koliko, 10.000 ljudi? Blizu. To je policijska ocena, ja. Ja. Iz česar ponovadi sklepamo, da jih je bilo vse 50% več. 15? Ne vem. No dobro, da se ne zapletemo tukaj. In takrat je imel čudovit govor, najdete ga tudi na portalu YouTube. Jaz ga imam danes s sabo, ker mi bo služil kot iztočnica za določene debate, ki jih bova načela, tako da preidiva. Jaz se ti zelo zahvaljujem za takojšen odziv pravzaprav in za pripravljenost in za tvoj čas, da si prišel. Enako iskrena hvala za povabilo in za ta prijazen uvod. Dolžan sem uvodoma narediti en majhen popravek. Pardon, kar prosim. Ja. Nič hudega, nisem dolga leta vodil zapora na Igu, ampak samo v zadnjem času, ko je šla takratna legendarna direktorica Dunja Košir v pokoj in preden sem šel potem na inštitut, sem ga krajši čas vodil, tako da majčkeno zminimaliziram te svoje zasluge. Ampak je pa ena stvar, ki mi je zelo zanimiva, prav glede vodenja zapora, ampak če si bi to vprašal čist na koncu. Da imamo eno vprašanje recimo za sam konec. V katerih letih si vodil, oziroma katerega leta? To je bilo v začetku 90-ih, 93. sem šel pa na Inštitut za kriminologijo. Zdaj, jaz sem v uvodni, oziroma v napovedi, pisni napovedi za najin pogovor omenil knjigo The Spirit Level, ki sta jo napisala dva priznana britanska strokovnjaka za javno zdravstvo. To sta Kate Pickett pa Richard Wilkinson. V tej knjigi, ki jo zelo toplo priporočam, analizirata, oziroma da rečem drugače, The Spirit Level je knjiga, ki predstavlja ugotovitve njune dolgoletne raziskave zahodnih, tako imenovanih razvitih držav. Prišla sta do ugotovitve, da kvaliteta življenja ni najvišja v državah, ki so najbogatejše, recimo ZDA, Velika Britanija, temveč v državah, kjer vlada največja ali pa najvišja stopnja
socialne pravičnosti oziroma ekonomske enakosti, enakopravnosti. Ne. To so praviloma skandinavske države. Ne. Iz tega razvijamo seveda lahko potem to tezo o tako imenovanih bolnih družbah, kar ni mišljeno kot omalovažujoče, temveč kot neka kritika družbe, družb, v katerih prevladujejo izrazita revščina, izrazita socialna neenakopravnost, ekonomska izključenost in tako naprej. Bolne družbe, zakaj? Ker se takšne družbe oziroma v takšnih družbah pojavljajo višje stopnje duševnih bolezni, uporabe drog in alkohola in podobnih substanc. Seveda porast kriminalitete oziroma kriminala. Zanimivo je tudi to, da prihaja do višje stopnje umrljivosti novorojenčkov ali pač, da se ti rojevajo bolj bolni, kot bi se sicer. Ne zaradi tega, ker bi trpeli pomanjkanje hrane med nosečnostjo, ampak ker so recimo njihove mame bile med nosečnostjo samo pod zelo hudim stresom, različnimi družbenimi pritiski, ki jih pač čutimo. Ne. V tem pogledu letos bomo obeležili 30. obletnico pa recimo temu samostojnosti Republike Slovenije. Ne. Kako zdrava družba pravzaprav je slovenska družba, pa če sem lahko vseeno malo bolj konkreten, katere negativne trende skozi leta opažaš in kateri izmed njih te najbolj skrbijo, kaj je tisto, na kar moramo biti najbolj nekako pozorni? Ja, to so zahtevna vprašanja iz preprostega razloga, tudi zame je zahtevna, ker pri vseh teh stranpoteh, ki jih ubira država, je dobro, če se človek ne dela seveda na vseh področjih. Jaz zasledujem predvsem to kriminalitetno politiko in tukaj tonemo že od 98. leta naprej. To sem sicer že večkrat omenjal, ampak odvisno je tudi, s kom se primerjamo. Če bi rekel, kot sem nekje pred časom zapisal, da je Slovenija ena redkih držav, v kateri lahko greš k potoku in se napiješ vode. Pričemer je povsem jasno, da iz pip, razen v redkih izjemah, vedno priteče tudi pitna voda. Je to nekaj, česar skoraj da ne moreš najti v mnogih zahodnih demokracijah, kjer bi človek rekel, da je varstvo okolja, varstvo vode kot temeljne dobrine tudi pomembno, ampak tam ne moreš iti do potoka in se napiti vode. Tisto, kar je kot taka zanimiva, skoraj anekdotična ilustracija, je to, da ko sem jaz takole potoval, se nisem dosti prehodil, ampak vseeno so mi bili ljubši neki naravni kotički, kot pa velemesta. Če sem šel v gozd v kakšni drugi državi, zrak ni dišal, gozd ni dišal, drevje ni dišalo, trava ni dišala, niti polja ne dišijo. Pri nas je še vedno tako. Sej zabati, da je tega zmeraj manj, da Magna ni samo ena, ampak jih je več. Ampak to je ena taka razlika in ko sem potem kasneje naletel na neke lestvice revščine, se mi je zdelo, da pri nas postajamo bolj revni, kot smo bili, oziroma da je velik del prebivalstva revnejši, da včasih ni bilo takih razlik. In potem sem videl, da je, če pri nas stopnja revščine 12-13%, smo še vedno pod evropskim povprečjem. Ampak to v dobrem smislu, kajti v EU, takratnem povprečju EU-ja, je bila revščina 14%, kar bi pomenilo, da si brez težav privoščimo še 100.000 revnih državljanov, ki živijo pod pragom revščine in bomo šele v tistem popolnoma nevpadljivem evropskem povprečju. A je to tisto, kot bi včasih rekli, za kar smo se borili? To je ena od teh primer, ki sem jo hotel izpostaviti kot tisto, kaj si vzamemo za zgled. Ali je kje še pri nas pitna voda in ali je kje v tujini tudi še pitna voda na tak način in vidimo, kakšno primerjalno prednost imamo lahko pred drugimi. In tako primerjalno prednost, kjer neka klima,
civiliziranega kaznovanja še ni zastrupljena. Taka klima je veljala tudi za Slovenijo dolga leta. Mi smo odpravili de facto, kot pravimo, v praksi smrtno kazen, čeprav smo jo v ustavi ohranili še v skupni Jugoslaviji leta 1956. Skoraj 20 let kasneje so Francozi šele pospravili giljotino, kar je kar zanimiv dosežek za nek svinčeni komunizem, kot danes radi rečemo. Portugalci so šele leta 1976 ženskam podelili polno volilno pravico, ne? Švicarji leta 1971. Ja. Tako da tudi tu lahko vidimo neka odstopanja od tega, kar si mi predstavljamo kot nek razviti in v tistih časih za nas svinčenih, demokratični Zahod. Ne? Ja. Videl sem nek dokumentaren film, poldokumentaren film o Pablu Picassu, kjer je množica njegovih različno zakonito narejenih otrok, kot bi rekli Francozi, prišla na vrsto za dedovanje, če se ne motim, šele leta 2001, ko so Francozi priznali pravico do dedovanja tudi nezakonskim otrokom. Se pravi, cela vrsta stvari, v katerih smo bili bistveno naprednejši od marsikatere zahodne države. S kaznovanjem je pa tako. Pri nas je bila najvišja zaporna kazen od leta 1956 naprej, ko smo ukinili smrtno kazen, 20 let, pa še ta kazen se je izrekla samo v tistem primeru, ko smo z 20-letno zaporno kaznijo nadomestili smrtno kazen, ki je bila izrečena in takoj zamenjena z 20 let. Kot popolnoma samostojna kazen je bila pa najvišja 15 let zapora. Če bi danes kdo omenil, da bi šli na tiste prejšnje čase, bi šla strokovna javnost, politična javnost, mogoče del strokovne javnosti, kljub vsemu še ne, ampak predvsem pa ta običajna laična javnost v zrak, bi si radi pridelali deželo kriminalcev s tako blagimi kaznovanji. Za ilustracijo lahko prikažemo en zelo preprost graf. Število najhujših kaznivih dejanj umorov v zadnjih 30 letih takole navzdol strmo pada, ampak ne glede na padanje, pa čutimo potrebo, da zvišujemo kazni. 98. smo brez razloga zvišali najvišjo zaporno kazen na 30 let, to je bilo pod levo vlado, potem je čez 10 let pod ministrovanjem pravosodnega ministra Šturma bila upeljana kazen do smrtnega zapora, ki smo jo sprejeli kot edina država na svetu, ki je prej ni imela in ni poznala, seveda brez kakršnega koli razloga. In pred nekaj dnevi je bila v tretje predlagana ta kazen, izrek te kazni. In na srečo v nobenem primeru doslej ta kazen še ni bila izrečena. Tako da vsaj nekaj poskuša sodišče ohraniti na razumni strani nekega civiliziranega kaznovanja. Je pa res, da se samo še ta okrasek, da se število zapornikov se po letu 1995, ko smo imeli najbrž en tak svetovni rekord evropskega, pa zagotovo v majhnem številu obsojenih v zaporih, se je v 5 letih to število podvojilo. In smo bili spet edini na svetu, ki nam je uspelo v 5 letih podvojiti zaporniško populacijo. In zdaj še malo narašča, pa se je ustalilo nekje v tem dvakratnem številu. Moram pa takoj povedati, da kljub dvakratno povečanem številu smo še vedno nekje zelo nizko v EU-ju. Zakaj ocenjuješ, da se tako drastično povišujejo kazni kot recimo dosmrtna pred tam 30 let in tako naprej, če to ne odraža nekih dejanskih potreb, če lahko sploh govorimo o potrebah, ne, v naši družbi? Kaj upravičuje potem tak drastičen dvig kazni, bodi si represije, verjetno ne gre samo za te kazni, ampak to nakazuje na neke trende pravzaprav? Ja, seveda ni nobenega upravičila, niti ni racionalne razlage. Tukaj gre za politično všečnost
morda gre pri kom, ki je pisal zakonik, katerega je vnesel ta dosmrtni zapor, za neke osebne preference ali pa frustracije, ki jih na drugačen način ni mogel rešiti. Tukaj jaz ne vidim v resnici nobenega utemeljenega razloga. Je pa politično všečno preganjanje oziroma obljuba o preganjanju kriminalcev in o zatiranju kriminala je vedno všečna. Ne glede na to, da praktično nikomur nikoli ne uspe, ampak ljudje to pozabljamo, oproščamo in se veselimo in naslajamo nad ostrim kaznovanjem. Si to pravzaprav vidimo najbolj tak tipičen primer za moje pojme kot laiku, ne? Je primer iz Združenih držav Amerike, ne? Kjer imamo ne samo republikance, ampak izrazito republikance, ki pravzaprav zagovarjajo ne samo smrtne kazni, ampak gradnjo novih zaporov in tako naprej in tako naprej. Vidimo te trende tudi v Evropi, pravzaprav Velika Britanija in tako dalje, ne? Kjer vstopajo v ta prostor, v ta sistem, tudi privatne korporacije, torej zasebna podjetja in potem vodijo te zapore. Ne? Skratka, ni namen rehabilitirati ljudi, po mojem, ne? Ampak enostavno, dobro, populistično, politično všečno, politiki lahko rečejo, mi skrbimo za vašo varnost, ne? Ampak množijo se zaporniki in zapornice, povečuje se število zaporov, višajo se kazni in tako naprej, ne? Ampak a to na kakršenkoli način odpravlja probleme v danih družbah? A je pri nas karkoli odpravilo? To jih samo povečuje. To jih samo povečuje, pri čemer je treba poznati neko zakonitost. Če jaz zvišam najvišjo kazen, kar pomeni uvedem dosmrtni zapor, potem se bo zgodilo, da bodo sodišča tudi pri nekem ropu namesto 4 leta izrekla kazen 6 let ali pa 7 let. To potegne za sabo cel kaznovalni spekter od blažjih kaznivih dejanj do najhujših. In na ta način se polnijo zapori, ker ljudje več časa preživljajo v njem. Komisije za pogojni odpust postajajo morda, to bomo raziskali v kratkem, morda postajajo bolj neprizanesljive, manj milostne. In v tistem trenutku, ko postavimo zasebno industrijo, funkcijo zapora, se zgublja ideja o rehabilitaciji. Absolutno, to je pač oblika modernega suženjstva pravzaprav, ne, ki jo spet ponovno najlažje prepoznamo nekje v Ameriki. Ko gledamo odstotek temnopoltega prebivalstva, ki je pravzaprav zastopan v samih zaporih, ne. Podobno je tudi v Avstraliji v končni fazi, ne, tam, kjer je 2% aboriginov, mislim, da je to ko se imenuje že ta njihova zvezna država, sem skušal spomniti, ne, kjer je 2% aboriginov, ne, napram belcem, ne, ampak zastopanost v zaporih, ne, pa 90% aboriginov, ne, in tako naprej. Zato številni ljudje pač tukaj govorijo o novodobnih oblikah suženjstva, ne, glede na tudi na delo v samih zaporih, da ne bova zdaj zapustila najne ranke države, ne ranke, kakršne govorimo pač, bojo tam kolapsa malo kasneje, ampak mene zanima samo ena stvar, je v načrtu gradnja, mimogrede, gradnja kakšnega novega zapora v Sloveniji? Je že nekaj let, ampak tukaj moram poudariti, da ta gradnja je smiselna do določene mere. Zaradi tega, ker sedanji zapor na Povšetovi je že desetletja povsem nečloveški za obsojence in za osebje. Kar pomeni, da rabijo bolj kulturne in bolj bivansko primerne prostore, brez kakršnega koli pomišljanja. Vprašanje pa je, če rabimo toliko zvečano kapaciteto, kot jo načrtujejo, to pa mislim, da ne. Ne rabimo večjih zaporov, rabimo pa boljšega. To pa ja. Meni se zdi, da pač ljudje, torej javnost, recimo temu tako, ne, sprejmejo in višje zaporne kazni. Prvo kot prvo imamo vsi zelo izrazito odklonilen odnos
do najhujših zločinov. Ne. Tako da na tej točki ljudi ni prepričati, da si bodi si nek morilec, serijski morilec, pedofil in tako dalje, zasluži neke dolgoletne zaporne kazni. Ena stvar je to, ne. Ampak druga stvar, ki se mi zdi, je pa bolj družbeno celostna, je pa ta, da pač v družbah, kjer narašča socialna neenakost, ne, kjer imamo vedno večjo skupino deprivilegiranih, tudi ekonomsko deprivilegiranih ljudi, ne, manjša kot je socialna varnost ali pa občutek socialne varnosti, ne, bolj se ljudje čutijo ogrožene. Ne. In mogoče tudi zaradi tega v sočloveku, v soljudeh prepoznavajo potencialne sovražnike in tako naprej. Postajajo bolj dojemljivi za stopnjo kriminala v njihovem direktnem okolju in tako naprej. Tudi če ne gre za povišanje stopnje dejanskega kriminala. Ne? Ampak politiki, določeni mediji in tako naprej lahko zajadrajo na teh valovih, da se nekako figurativno izrazim, ne iščejo seveda rešitev za obstoječe družbene, celostne družbene probleme, ne, ampak ponujajo nekaj, kar bi se lahko reklo, neke kvazi rešitve v imenu, da pač če nimate socialne varnosti, boste imeli pa vsaj to varnost. Ne, varnost pred ljudmi, pred človekom. Ne. To lahko vidimo na tem nivoju, to lahko vidimo strah pred migranti, begunci in tako naprej. Ne. To me zanima, ali so to ti trendi, ki pravzaprav grejo eni z drugim. Osebno mislim, da ja, ampak me zanima seveda tvoj komentar, tvoje videnje, ki je strokovno bistveno bolj podkrepljen, sem prepričan. Ja, zdaj mi prišla na misel neka slika iz Brazilije, kjer sicer nikoli nisem bil, kjer so na eni strani neka predmestja, favele, in na drugi strani so moderni bloki, ki so pa vsi ograjeni z visoko žico in najbrž še s kakšnimi posebnimi varovalnimi sistemi, kar kaže na izrazito ločnico med bogatim delom prebivalstva, ki mora biti zaščiten pred potencialno kriminaliteto in kriminalom iz tistega drugega revnega dela. Moja prva asociacija je seveda, ali se morda te, ki so na varnem, ne počutijo še bolj v zaporu, kot tisti, ki so zunaj, pa so sicer po njihovi definiciji kriminalci. Da se pa vrnem na tvoje tole osnovno izhodišče, seveda, ta družbena neenakost se najbrž rešuje tudi na ta način, da rečemo, sej skrbimo za vas, sej vas ščitimo pred kriminalom in je to največ, kar lahko naredimo in največ, kar lahko pričakujete od nas. Ampak s tem zvezi, ker si že začel z Wilkinsonom pa njegovo soprogo, to knjigo sta napisala, če imam prav v spominu, leta 2009. Točno, da. In jaz sem konc 90-ih let na prelomu stoletja in tisočletja sem naletel na Hanškove razprave, našega Hanška, kasnejšega varuha človekovih pravic, o revščini. In ker se s temi stvarmi nisem nikoli ukvarjal, sem si zmerom predstavljal tisto osnovni grob pokazatelj bogate in revne države, to je bruto družbeni proizvod. Se pravi, koliko ljudi ima v povprečju toliko in toliko denarja. In se mi to zdel pač sprejemljiv kriterij. Hanšek je pa opozoril na drugačno pojmovanje bogatstva in revščine in prikazal ene kriterije, mislim, ki so jih razvili v OZN, kjer si pa gledal, koliko ljudi je socialno izključenih, kakšna je pričakovana življenjska doba, koliko je brezposelnih, koliko je funkcionalno nepismenih in še nekaj takih pokazateljev. In potem sem jaz prišel na misel, kaj pa, če bi to stanje, te nove kriterije revščine, primerjal s številom zapornikov. Klasična primerjava je revščina kriminaliteta. Ampak mene ni zanimala kriminaliteta. Mene je zanimalo, koliko ljudi zapremo. Kakšen je naš odziv na kriminaliteto. In potem sem naredil eno ne preveč obširno analizo, ker sem primerjal 15 držav, mesto tudi Ameriko, in ostale so bile evropske. In
v tej lestvici je bila Amerika po revščini na dnu. Istočasno je imela daleč najvišje število zapornikov na prebivalca. Na 100 tisoč prebivalcev, kot je nek običajni koeficient, je imela več kot 700 obsojencev. Prej sem omenil slovenski rekord leta 1995. Mislim, da je številka 34. Potem, ko sem razvrstil te evropske dežele, po novem kriteriju revščine, podal zraven še Ameriko, se je izoblikoval tak pretresljivo prepričljiv korelacijski količnik. To so me statistiki naučili, kaj to pomeni, kako je zanesljiva ta povezava. In sicer tam 0,82, kar pomeni več kot 95% zanesljivost, da kolikor bolj je revna država po teh novih kriterijih, ne po BDP-ju, toliko več zapornikov ima. Se pravi, toliko več ljudem more dokazati, da niso vredni drugačnega življenja kot v zaporu in da ostalo populacijo držimo kot na varnem pred temi ljudmi. Zanimivo je, da so mi to skoraj da prioritetno objavili v enem uglednem nemški reviji kriminološki. Potem sem pa leta 2006 ob vstopu precej držav v EU ponovil to raziskavo in sem jih opozoril, da če hočejo ohraniti neko stopnjo civilizirane kriminalitetne politike, naj pazijo, da njihova revščina ne bo narasla po teh kriterijih, da ne bojo na primer razprodali vsega premoženja, da česa vsega, česar jaz ne poznam dobro v ekonomiji, si ne bojo privoščili, ker bojo sicer začeli tudi zapirati velik del svojega prebivalstva. To je bilo neko opozorilo, ki mi ga pa v tej isti reviji niso več hoteli objaviti. In tista kritika, ki si jo dobil od uredništva, se je glasila, da je pa to preveč protiameriška vsebina. Objavili so ga mi nekje drugje, ravno tako v Evropi, v eni izmed teh novo nastalih držav. No, 2 leti kasneje, to je bilo leta 2007, ta druga objava, 2 leti kasneje pa izide tale knjiga, kjer delajo isto, pri čemer mi tudi na misel ne pride, da bi rekel, da so kaj prepisovali od mene. Zelo malo verjetno se mi sploh zdi, da bi ti brali take kriminološke razprave. Strokovnjaki ste opazili neke trende in točno, jaz mislim, da smo vsak svojega konca prišli do nečesa, s tem, da ta knjiga in ta raziskava se je razširila na skrajno pomembne dele družbenih odnosov in procesov, moja je bila pa samo ozko usmerjena na kriminalitetno politiko. Ampak to se seveda dokazuje in potrjuje še danes. To, kar je meni najbolj zanimivo, to sem prej tudi pozabil omeniti, pa je zelo prav, da si ti, hvala, da je knjiga izšla leta 2009. V nobenem pogledu tu ne moramo govoriti, da gre za neko staro stvar, nekaj, kar danes ne bi bilo več aktualno, še toliko bolje aktualna, ker je svet pravzaprav leta 2008-2009 bil ujet, oziroma velik del sveta, ujet v finančno krizo, gospodarsko recesijo, ki je temu sledila. In desetletje zatem, torej 2010-2020, številni sociologi, filozofi, ekonomisti in tako dalje obravnavajo kot izgubljeno desetletje. Desetletje, v katerem ni bilo napredka na področjih demokracije, varstva okolja in narave in tako človekovih pravic in tako naprej. Skratka, kot svet drsimo v neko blaznost. Ta blaznost je zdaj prišla tudi k nam, to ni neka za lase privlečena navezava na naslednje vprašanje. To, kar je meni nekako vedno bilo všeč pri Sloveniji vsa ta leta, kljub temu, da je moje mnenje, da mi leve vlade v Sloveniji imeli nismo. Vse so bile neoliberalne, za moje pojme pač desne.
Ampak mi je bilo pa vsaj to všeč, da pri nas ni bila na oblasti skrajna desnica, ko sem recimo sam pri sebi delal primerjave s HDZ-jem in seveda pripadajočimi nekimi strankami in vsem, kar pa še skupaj, promocija ustaštva in tako naprej, rehabilitacija ustaštva in tako dalje. Ne. To je bilo na Hrvaškem, oziroma še vedno je, vemo, Madžarsko, Italija ima cel kup problemov, Avstrija, tako isto širša, vzhodnoevropska regija in tako dalje. Ne. Slovenija se mi je vedno zdela kot neka oaza, kjer pač ta odkrita skrajna desnica, ki odkrito koketira z nekim nacifašizmom in tako naprej, pač ne more biti na oblasti. Ne. In tudi trenutna pač garnitura, trenutni režim ni bil izvoljen, ampak je prišel na oblast skozi druge metode. Ne. Je pa tukaj že eno leto, ne. In zna biti, da bomo še eno leto imeli to vlado. A smo se mi tako zelo navadili na to oblast, da poglejmo, kaj vse, brez potrebe, da bi zdaj to našteval, ker bo res predolgo, ampak kaj vse se v tem enemu letu zgodilo. Ne? Pa da ne zatavava zdaj vse možne vode, ne? Lahko ostaneva samo pri represiji. Ne? Protesti so se začeli zelo kmalu, ampak na začetku se mi zdi, da ni bilo nekega velikega razmaka oziroma prepada med protestniki in protestnicami ter policisti. Ne. Na začetku, če se spomniš, je bila še fotografija tista tako zelo sporna policista, ki je držal navzgor dvignen palec skupaj z enim protestnikom. Odziv policije je bil zelo primeren in tako naprej. Mislim, v glavnem zrel in tako naprej. Ne. Pol so se pa stvari začele odvijati, represija se je vedno bolj pritiskala in zdaj smo tukaj, kjer pa mislim, da smo resnično na dveh bregovih. Videl sem, da se ljudje drugače odzivajo do policistov, tudi ko se sprehajajo po ulici in recimo tam neka ekipa sedi ob Ljubljanci in zraven je druga in potem tretja. In opažam, kako ljudje gledajo, opažam, kako policisti gledajo nazaj. Vemo, kako je bilo z vsemi temi kaznimi. Skratka, nabralo se je ogromno stvari. Kako je prišlo do tega sploh? Ja, sem, kar si povedal, se uvodoma strinjam, kot bi rekel, in je težko... Malo sem bil dolg, se upravičujem, ampak je težko piko dati na to. Ne? Ni težava v tem, ampak toliko stvari je šlo narobe, da jaz težko zberem tiste najbolj ključne. Zdi se mi pa, da je najbolj ključna ta, da nikoli nismo imeli prepričljive levice. Z levico ne mislim konkretno levico, ki nosi to ime, ampak leve strani. In jaz za svoje področje ponavljam, to sem že velikokrat rekel, vse tisto, kar je desna vlada najslabšega uvedla na tem kaznovalnem področju, vse tisto je levica za njimi potem samo še cementirala in ničesar spremenila na boljše. In ta leva stran se je nekako spajdašla z neoliberalnimi idejami in tukaj ni praktično nobene razlike več. In zdaj smo prišli do neke točke, kjer ta leva stran, po moji oceni, ni sposobna ponuditi ničesar privlačnega, razen prekinitve te tiranije, ki imamo zdaj. Namesto te tiranije bomo imeli neko negotovost, neke vrste anarhijo, lahko potem vlečenje 4-5 konj upreženih v kočijo, vsak na svoji smeri, vsak zasledujoč svoje interese in svoj ego, to je že zdaj več kot razvidno, nesposobnost povezovanja in iskanja dovolj velikega skupnega imenovalca. In kaj je lažjega potem za neko dobro organizirano desnico, ki ima sposobnost mobilizacije, o kakršni levica lahko samo sanja, prevzeti oblast. Ni nobenega napora. Se pravi, eno od teh pomembnih razlogov je popolna odsotnost tiste stare zdrave levice, ki bi govorila o solidarnosti,
Videli smo, kako je propadel žalostno ta projekt, na katerem je padla Šarčeva vlada. Zavarovalniški projekt. Ne. In tukaj jaz pravzaprav ne vidim kakšne dobre instant rešitve, razen da se pojavi neko ime, v katerem bomo videli odrešenika, kot smo ga videli že v preteklosti v marsikom, in utegnemo potem biti podobno razočarani kot doslej. Ker v ozadju ni mase. Kot vsakič. Ne? Ja. Eden od paradoksov naše demokracije, recimo, jaz osebno niti nisem prepričan, da mi na Zahodu nasploh živimo v neki demokraciji kot oblast ljudstva in tako naprej. Ampak če vzamemo to besedo. Ne? Eden od problemov te demokracije, ne samo pri nas, tudi drugje, je ta, da ljudje ne gredo voliti za nekaj ali za nekoga, temveč proti. In potem se iščejo ti odrešeniki, ne, ki so vedno znova všečni na začetku. Ne. Mislim, tako laps Mira Cerarja, ne, bi nam moral dati misliti, ne, da enostavno ne moremo iti po tej poti vedno znova naprej, da bodo ljudje zaradi strahu, recimo pred Janšo, ne, volili pač kogarkoli drugega, samo da ni on. Ne. Ker to nam v vseh teh letih ni prineslo ničesar drugega, razen izrazito polarizacijo družbe. Kar je pa ponovno ena stvar, ki gre Janezu Janši in SDS-u zelo močno v prid. Polarizacijo se pa lahko spomnijo kadarkoli na katerikoli ravni. Če je bilo prej resnični demokrati zoper stari komunisti, pa pozabimo ta paradoks, da so stari komunisti prodajali to sceno. Danes je recimo polarizacija urbano-ruralno, kultura, mediji in vsi tako imenovani kaviar, socialisti napram ostalim pravim Slovencem in Slovenkam, kar je popoln absolut nesmisel. Ne. Potem seveda meni najbolj všečna prvorazredni, drugorazredni, ne pozabimo, kdo pridiga o tem. Ne? In ne vem, na začetku prvo vprašanje, ki sem ti ga pravzaprav postavil, je bilo tisto, kateri so ti negativni trendi, ki te ampak ki te dejansko najbolj skrbijo, ko recimo gledamo našo družbo v prihodnost. Ko so stvari, ki so danes slabe, lahko še slabše. Ne? Kaj je tisto, na kar bi morali biti najbolj pozorni, recimo? Ne? Ja, ali pa si ti najbolj pozorni, recimo? Jaz sem tako nekako zapičen v temeljne človekove pravice. To je neko splošno izhodišče. Zdaj, te temeljne človekove pravice še zdaj niso nujno povezane z demokracijo. Točno. To je čist neko ločeno vprašanje. In podobno kot je bila tale angleška knjiga, bestseller je bila pred kakšnimi 10 leti, morda še malo več. V Ameriki knjiga z naslovom Koliko denarja je preveč denarja za demokracijo. Tako precej zapleten naslov, ampak v ozadju tega razlaga. Potem, ko si lahko posamezniki ali pa lobiji privoščijo, da z denarjem dosežejo v kongresu kakršnokoli politično odločitev se želijo, najbolj izrazit primer je orožarski lobby, potem tukaj ni več sledu o demokraciji. Zdaj, kakšna je situacija pri nas? Prvi dokaz tega je bil že prej omenjena intervencija teh zavarovalnic, ki so zdravstveno zavarovanje ohranile v svojih rokah. In s tem po ugotovitvah ekonomistov nekih 50-60 milijonov evrov vsako leto, samo za poštnino, za nič drugega. Ampak dosegli so, da je to v parlamentu padlo. Oziroma, da je obstala ta ureditev s to dobesedno tatvino denarja. A je to tisti prvi dokaz, ne, in koliko jih sledi potem še, da z denarnimi vložki lahko dosežemo svoj načrt. Meni je bil tipičen primer na individualni ravni. Tega, ki sem ga v tem 27. aprilskem govoru omenil. Nekomu, ki ga država označi, vlada označi za kriminalca in ga zato vrže,
iz delovnega mesta. Kako boš kriminalcu potem ponudil 50 000 evrov za molk? Kje je tukaj logika? Razen, da je kot na dlani očitno, da je treba pokriti državni kriminal. Ne njegov individualni, ki ga ni, ampak državni kriminal. In spominjam se neke sindikalistke, ne bi rad usmeril napačno pot, ampak mislim, da je šlo za neko medvoško podjetje, ki so ga kupili Avstrijci, pa potem prodali Japoncem, neka taka povezava je bila. Ampak sindikalistko so poskušali utišati, mislim, da 100 000 evri. In poskušali so utišati mojega prijatelja in sošolca, ki se je boril proti Magni na podoben način. Ampak on je po moje potem zgubil proti nasprotniku, proti kateremu ne moreš dobiti, nikakor ne moreš zmagati. In to so bili tamkajšnji ljudje, prebivalstvo, ki je Magna pomenila kruh. In če prideš tako daleč, da ti neka dobesedno svinjarija zagotavlja kruh, potem veš, da si vse zgubil. Ampak je potem tale, mi smo majhna družba, ne? Recimo, če omenjava in prej tudi sva, ne? Recimo, primerjave z drugimi, izrazito večjimi državami, recimo ZDA, Velika Britanija, pa druge evropske države, tudi v naši regiji, ne? Mi smo resnično majhna družba. Vsi smo del te družbe. Je to kot neka mala vas, vse skupaj, no? Mislim, ne mislim to nikakor na noben način negativno, ampak pri nas bi morebiti te stvari se dalo lažje razčistiti in razrešiti, ne? Ker se ne da kar tako pobegniti. Janša ne more kar tako pobegniti iz Velenja, Vizjak ne iz Brežic, kaj so in kje vsi ostali še živijo, še vedno so del te naše družbe, ne? Tako da mene samo zanima, kje je ta potem človeška odločenost ali pa družbena odgovornost, državljanska, če hočeva, odgovornost, da to družbo, ne, ki se sooča s toliko problemi, ki ogrožajo temeljno zdravje naše družbe, ne? Pa nikar ne govorim tukaj o vodi ali naravi, govorimo o duševnem zdravju, govorimo o družbenem zdravju, ne? Te stvari bi se po neki logiki tukaj lahko hitreje končale pač problemi, ki to družbo zavirajo, ki ji škodujejo in jo delajo bolno, ne? Pa temu ni tako, ne? Ja, več stvari je, ki preprečuje en tak dober razvoj. Najprej se je treba zamisliti nad široko volilno bazo, ki jo ima SDS in kakršne ima nobena druga stranka. To je zelo močna podpora. Najbrž ni časa pri meni tudi znanja, ne, da bi poskušal razviti misel, kaj za ni ljudje se zbirajo okoli takega voditelja. Ampak to niti ni izjema pri nas. Druga stvar je brezpogojna podpora predsednika države, kar sem tudi že omenil pred časom, vsem tem najslabšim mogočim izbiram. In tretja stvar je ta razpršenost protesta. Na eni strani razpršenost politike, na drugi strani razpršenost protesta, ki se mora, to sem tudi na kratko omenil nazadnje, preseliti ali pa usporedno zastaviti, boljš kot preseliti. Prav je, da te demonstracije še vedno ostanejo, ampak preseliti se more v vse tiste pore, kjer se pojavlja isto, kar mi tudi očitamo vladi. Praktično ni nobenih težav najti toliko kolektivov, kjer se izvaja nasilje, mobbing, zastraševanje, discipliniranje, vse te negativne stvari, in kjer kolektiv tiho umolkne in se ne upa upreti takim psihopatskim osebnostim, ki pa stalno dobivajo zgled z vrha oblasti. Če lahko predsednik vlade s tweetom razglaša ljudi za prostitutke, za lažnivce, za ne vem kaj vse, ja, zakaj potem jaz ne bi mogel istega in še hujšega početi svojim podrejenim?
ali pa s komarkoli, pravzaprav, kar počnemo na forumih. Če imam pa še direktno oblast nad nekom, zakaj ga pa ne bi mogel zabrisati iz službe in mu še povedati, iz kar mu po mojem gre. In to je tisti virus, za katero sem rekel, da se širi še hitrejš kot tale COVID. In če se s tem ne spopademo, potem nismo nič naredili. In na nek način sem vesel, da je to izhodišče zagrabil in odlično razdelal Gregor Repovž v Zadnji mladini, ki je opozoril prav na pomen te vsakodnevne borbe, vsakodnevnega spopada v svojem bližnjem okolju, da ne končam pri elementarni celici, to je v partnerskem odnosu, kjer toliko in toliko ljudi ravno tako trpi nasilje, pa ne najdemo moči, da bi se temu uprli. To je res, to nasilje, ne? Represija ni samo v rokah, da rečem tako poenostavljeno, v rokah represivnih aparatov. Ne? Represija je povsod. Jaz poznam primere tudi iz medijev, ne? Kjer vladajo mobbing, kjer vlada pač to, tudi ta izrazita nesolidarnost med ljudmi, ki se najpogosteje vidi med temi, ki so zaposleni in tisti, ki so zaposleni oziroma zaposlene za določen čas in tako naprej. Ne? To je ena stvar, če lahko, jaz sem napisal en članek, Bolne družbe ima naslov, ne vem, to je bilo leta nazaj, v katerem sem navedel eno Wilkinsonovo izjavo, pa bi jo zdaj sam prebral kot neko opozorilo, kaj pravzaprav, kje smo, pa kaj nas čaka. Citiram. Gre za to, da v družbah, kjer je bogatstvo pravičneje razdeljeno, ljudje hitreje in uspešneje razvijajo čut za sočloveka in čut za skupno dobro. Tudi medsebojno zaupanje je večje. Raziskave denimo kažejo, da v enakopravnejših državah 2/3 prebivalcev menita, da lahko nasplošno zaupata drugim ljudem, v neenakopravnih državah pa je takšnega mnenja samo 15% ljudi. To so psihološki učinki družbene neenakosti, ki zelo vplivajo na medčloveške odnose. V nadaljevanju, če odrastete v državi, kjer je družbeno bogatstvo izrazito nepravično razdeljeno, boste o soljudeh in človeški naravi nasploh razvili negativnejše mnenje. Precej velika možnost je, da boste na ljudi gledali kot na sebičneže. Hkrati boste tudi sebe presojali predvsem po tem, kje na družbeni lestvici osebno ste, in to lahko povzroči celo vrsto težav. In to se meni zdi, da je ta past, ki je tako zelo težko ubežati kot družba. Namreč, ljudje, ki vodijo različne države, pa recimo imejmo pred seboj naš primer, slovenski primer, ne? Na nek način jim je v interesu, da je v družbi večja neenakopravnost, večna socialna izključenost, ker bo prišlo do pojava, ki se v angleščini imenuje horizontal anger. Ne? Torej, to je jeza na horizontalni ravni. Ne? Ljudje se bodo obrnili drug proti drugemu. Ne? Lažje bo prišlo do divide et impera, stare maksime, ne, deli in vlade in tako naprej. Ne? Preko tega se lažje uveljavlja politika represije oziroma represivna politika. Ne? Gledamo onkraj zaporov in tako naprej, ampak to, kar vidimo in čutimo na ulicah in tako dalje. In tako naprej. Tako da, pravzaprav to je nek krog, začaran krog, ampak to je v bistvu neka spirala navzdol. Ne? Vse, kar morajo oblastniki in ti, ki dejansko stojijo za njimi, ki so resnični oblastniki določene družbe, o katerih ne beremo, ki nimajo tiskovnih konferenc in tako naprej, ki jim ne rabi tweetati in tako dalje, kot Twitlerju oziroma Maršalu. Ti ljudje morajo paziti samo to, da to nezadovoljstvo v družbi ne postane tako visoko, da se lahko obrne proti njim. Vmes pa seveda se je treba na to vendarle pripraviti, ne? Če hočeš imeti mir, pripravi se na vojno in zato se dviguje stopnja represije. Ne? In to je nekaj, kar pravzaprav mi gledamo tukaj. In se mi zdi, da ni v javnosti, ne delam se pametnega in ne spremljam vsega in bom lahko čist kiksnil zdaj s tem, kar bom rekel in s tem tudi zaključil. Zdi se mi, da sploh ni dovolj poudarka na tem zavedanju. Stvari se dogajajo, ampak
Imaš ti občutek, da je to prepoznano kot to, da mi res drsimo nekam navzdol? Bojim se, da ni prepoznano. Mi imamo, ravno v zvezi s tem, kar si povedal, imamo eno tako uspešno obrambo. Ko je zmanjkalo Hrvatov, ki nam kradejo ribe, so prišli begunci. Ko ni bilo beguncev, pa tudi ko še ni bilo Hrvatov, takoj po svobodni Sloveniji smo se uprli varnim hišam za ženske. Ni jih bilo dovoljeno postavljati, čeprav je bila to kot domnevno tajna lokacija. Uprli smo se komunam za odvisnike. Kmetje so takoj s traktorji zagradili ceste, kjer bi prišlo do ustanovitve take druščine škodljivih, nevarnih, kriminalnih in še podobnih ljudi. Mi smo dopustili, da bi v naši soseščini gradili vrtce za otroke s posebnimi potrebami, ker tak vrtec znižuje ceno mojega stanovanja, ko ga bom prodajal. To je bilo v Ljubljani. Ne samo v Ljubljani. Ne samo v Ljubljani. Ne samo v Ljubljani, ja. Se pravi, uspemo fokusirati sovraštvo na te obrobne skupine in ko človek čuti sovraštvo in tudi moč nad tistim, ki ga sovraži, potem je nekaj časa zadovoljen. Potem pozabi, da je reven, da nima zdravstvenega zavarovanja urejenega, da čaka na cepljenje, ga bo dobil ali pa ga ne bo dobil, da ima majhen penzion, če ga bo sploh dočakal, ker imamo skupnega sovražnika in to, kar sem večkrat poudaril, sovraštvo je najbolj povezovalno čustvo. Ne ljubezen, sovraštvo. In tako združeni v sovraštvu bi celo rekel, da določene stranke, to najbrž ni nič novega, pretežno gradijo svoj imidž in bodočo kariero in članstvo na vzpostavljanju sovraštva do drugega, kdorkoli je pač že izbran. V tem trenutku, na primer, je zanimivo tak rasni zemljevid Mahničev, kaj spada v Evropo, kjeri pa ne. Se pravi, tisti, ki ne spadajo, tiste moš zavreči. Se pravi, en temelj sovraštva se že zdaj vzbuja na taki podlagi, kot je pol sred 30 let prišlo do nürnberških rasnih zakonov. Te ljudi se potem, se upravičujem, sej toliko stvari je, da ne vem, kje bi nadaljeval, ker so vse tako boleče in tako relevantne. In ko govoriš o tem horizontalnem sovraštvu, seveda, kakšno veselje je, če lahko sovražiš Hrvata, ne pa naše vlade, ki je pripeljala v konflikt s Hrvaško. To absolutno drži. To so te mreže, te velike mreže, ki jih mečejo populisti v te vode. To niso nujno samo desni populisti, ampak praviloma ja, predvsem ko je govora o sovraštvu, ko ti moraš zajeti v to mrežo nek bazen ljudi, ki so nekje na socialnem dnu, tako ali drugače, ali pa recimo deprivilegirani, pustimo dno, ampak deprivilegirani. In jim dati možnost, da lahko sovražijo nekoga, da s tem uveljavljajo, da so nekaj več. Medtem, ko so teptani dejansko od tistih, ki jih lovijo v te mreže, normalno. Ribam v mrežah se tudi nič lepega na koncu ne zgodi. En zanimiv preblisk, sam malo te bom prekinil. Prosim, kar. To sem mogoče celo tudi že napisal. Pa če uporabim brutalni jezik tistega časa, recimo 40 let nazaj, smo se vsi norca delali s Pedrov. In nikomor ni padlo na misel, da bi jih pretepal, da bi jim karkoli naredil. Ostali so na ravni verbalnih žalitev, dovtipov, anekdot. Humorja, pravzaprav, to se tudi jaz spomnim. Humorja. Potem, ko smo po letu 91 začeli uporabljati normalni jezik in govorili o gejih, o vseh teh različnih skupnostih in jim priznali status, potem jim pa razbijamo glave in pa razbijamo glave in požigamo lokale. To je pa ta civilizacijski napredek.
in uporabljamo seveda pravilno poimenovanje. To je spet nekaj, kar je, ampak dejansko prišlo iz Amerike, ne, ta pač, ko se temu reče, postmoderna teorija lingvistike, nekaj nemogočega in mi nič nisem v zadregi, da si nisem zapomnil, kako to izgleda, ampak ta stvar je rodila, oziroma kako to zveni, ampak ta stvar je na koncu rodila to politično korektnost. To je nastalo v 80-ih letih v Ameriki, ne? In meni je fascinantno, govorim zdaj, ne zato, da bi govoril o Ameriki, ampak dejansko posnemamo te vzorce tukaj, pa je prav, da pač omenimo vir tega navdiha, recimo temu sarkastično. Skratka, kar opažam pri Američanih še vedno, normalno, ne, je ta obsedenost s politično korektnostjo. Jasno. Neke stvari se ne smejo reči zaradi tega, ker zvenijo rasistično oziroma ponižujoče in tako dalje, ampak oni kot družba ne odpravljajo problemov, ne delajo na odpravi rasizma v svoji družbi. Črncu ne smeš reči črnc, lahko ga pa ustreliš. Lahko ga pa ustreliš in to definitivno, oziroma veš kaj še hujše za moje pojme. To, da ko pride do seveda tragičnih dogodkov, strelskih pohodov v Ameriki, v supermarketih, najbolj tragične so seveda šole. Ne? Tu bi lahko oni kot družba razmišljali o marsičem, pa pač ne, nekaterih tem drugega amandmaja in tako naprej se ne dotikajo. Ne? Ampak prihajajo v svet novice o pokolih, v katerih so pretežno žrtve belci, belopolti ljudje. Ne? Judje, recimo, ko je bil pokol v sinagogi, in to je bil zločin iz sovraštva in je seveda normalno prav, da se o tem govori, da se to obsodi in tako dalje po teh nekih ustaljenih praksah, ki na koncu ne privedejo do nobenih korenitih ali pa sploh družbenih sprememb. Ampak v Ameriki vsako leto je ustreljenih na tisoče in tisoče temnopoltih mladih, v strelskih obračunih in tako naprej, kjer imaš geta od 80-ih let naprej prenasičena z najhujšimi vrstami drog, ampak ti problemi se niso in se ne rešujejo in o teh problemih se ne govori. Ne? Zdaj, na srečo mi nimamo neke direktne povezave s temi izkušnjami iz Amerike, ne? Imamo pa, kot je pa tudi res to, da kot družba, ko poskušamo odraščati, nekatere stvari postanejo nenapisana pravila za voljo neke spoštljivosti medsebojnih odnosov, ne? Ampak ko pride do obsedenosti s politično korektnostjo, ko se nekatere stvari poudarjajo, jaz sem vedno sumničal do tega, zakaj moramo mi vedno ponavljati, da je posilstvo slaba stvar, zakaj moramo mi vedno ponavljati, da so ženske enakopravne moškim, zakaj moramo mi vedno ponavljati, da če si gej, pa kaj, mislim, da je to v redu. Zakaj? Kaj to o nas pravzaprav pove kot o družbi? Ne o meni, ne o tebi, ampak kot o družbi. Ne? In seveda, samo to, da ni v redu. Da še ni v redu. In potem pride do kontrareakcije, do katere bi najbrž zagotovo tako ali drugače prišlo, ker obstaja ta drugi pol te družbe, ne? Ampak to je ponovno ta pol, kjer se pač novačijo članice za dotične politične stranke, oziroma se preko tega na novo legalizira ne samo sovražni govor, ampak tudi nasilje kot takšno. Ponovno spirala. Ja, temu pravzaprav ni kaj dodati. Morda kratek odsvirk z nekega mednarodnega kongresa socialnega dela, kjer sta nastopila en par, socialna delavca iz Amerike, in govorila o obupnih razmerah, koliko ljudi živi v nepopisni revščini, in to so seveda milijoni. In potem sem se jaz dvignil, pa sem vprašal, če se jima zdi, da bo čez 50 let kaj boljš tam, če se s tem zavzetim socialnim delom da kaj narediti. In potem je sledil tisti univerzalni odgovor, ko se je mož in žena sta bila zagledal vame in rekel, that's a good question. In potem bil še pol minute tih. In rezultat je bil tega, da seveda ni nobene perspektive, da bi bilo čez 50 let karkoli drugače ali pa boljš, kvečem še slabš. In zato sem jaz pred časom
pomislil in nekje govoril o tem, da je najboljši izum kapitalizma je mati Tereza. Ker samo hodi od sirotnišnice do bolnišnice, previja rane, briše pot iz čela in nikoli ne postavlja nobenih vprašanj, kaj šele očitkov. A si lahko kapitalizem zaželi kaj boljšega kot tako svetnico, ki samo blaži rane, ki jih on, če ga personificiramo, zadaja že desetletja. In od tod je zelo kratek preskok na celo vrsto naših dobrodelnih ustanov. Včasih smo imeli Rdeč križ, ki more biti iz več razlogov. Potem imamo ne samo Karitas, celo vrsto manjših teh dobrodelnih ustanov in akcij zbiramo od botrstva do ne vem kakšnih družin, pogorelo jim je, zgubili so službe, bolni so. To je samo odraz nesprejemljivega stanja. Absolutno. Da mora družba opravljati delo, ki bi ga pravzaprav morala država, ki je organizirana družba, nič drugega kot to. Se ne govorimo, ko govorimo o državnem denarju, to ni denar strank političnih trenutno na oblasti, kadarkoli na oblasti, ne? Vedejo se že tako. Ne? Ampak je to naš denar, ampak nekje se to izgubi v tem prevodu, če lahko tako rečem. Ne? Ja. Nekje to se izgubi. Jaz bi tukaj dodal samo še citat brazilskega nadškofa Dom Herrero, ki je leta nazaj rekel, ko revnim dajem hrano, me okličejo za svetnika. Ko vprašam, zakaj revni nimajo hrane, me označijo za komunista. To je to. Ja, dodam nekaj, kar se mi je zdelo kot skrajna perverznost pri nas. Zdaj ne vem, kdo se bo ob tem zgražal. Ampak tudi ne vem, koliko let nazaj že smo pri nas imeli, mogoče še vedno obstaja kaj takega, nek skrajno gala ples, na katerega pridejo tako kot tisti dunajski, ali ki je že je, v predpisanih oblačilih, frakih, in potem se tam odvija dobrodelna akcija za reveže. To se mi zdi pa skrajna perverznost. Absolutno. Marko Zorko, legenda, kolumnist Mladine, ne, pisatelj in tako naprej, bral sem to njegovo kolumno, v Mladini takrat, vem točno, o čem govoriš, to je bilo leta in leta nazaj, ne. On je to komentiral z besedami, da dobila se je elita, jedli so jastoge zato, da so lahko potem posrali par konzerv. Za reveže, ne. To je absolutna popolna analiza, ne. Absolutna popolna analiza. Bom vzel, pa dobro, ne zdaj, da ne grem zdaj jaz v ta populizem, da vsakdo, ki je neka elita in tako naprej, da je to škodljiv, parazit in tako dalje, ampak bodimo realni, če neki ljudje, del neke skupnosti, kot del širše družbe, ne, prejme toliko olajšav, toliko bonitet, toliko bogatstva si lahko nakopiči zaradi raznoraznih lukenj v zakonih, v upravnem redu in tako dalje, ne, in se nakopičijo bogatstvo, ne vem, če so ravno potem tako zelo plemeniti ljudje, ko malo tega odškrbnejo za reveže, ki jih po številu prekašajo krat 1000, krat 10 000. In ki so verjetno zaposleni v njihovih tovarnah, na takšen ali drugačen način so njihova delovna sila oziroma človeški resursi, kar je kapitalizem uvedel kot svojo neko politično korektnost, kako naj se delovni sili reče. Ne? Tako da je pa to seveda dehumanizacija popolna. Ne? Ko se nam je pa enkrat začelo govoriti človeški resursi, takrat je bilo meni jasno, da smo pa resnično zadavali. Ne? Ta ekonomski jezik, poleg tega, da je tako absurden, ima še take izume, na kateri sem poskušal enkrat opozoriti, neke svojvrstne olepšave, kot je na primer negativna rast. Rastemo, ampak negativno. Pa še ne par takih izumov, ki ne bi kazali, ne vem kaj, da smo lahko še naprej dobre volje, ker rastemo.
Hudiče v detajlih dobesedno. Ameriški BDP v dobrih letih izrazito narašča, ampak potem, ko se poglobiš v detajle, vidiš, da to pravzaprav odtehta zgornji 1% oziroma zgornjih 5% prebivalstva ZDA. In pa še ti dobijo v glavnem pač svoje prihodke iz gospodarstva, iz ekonomije, ki pravzaprav ne bazira na ustvarjanju bodisi delovnih mest, kaj šele neke splošne družbene blaginje. Da ne bomo predolgi, me zanima samo, kako vidiš naše slovensko predsedovanje. Ne zanima me zdaj tvoja pričakovanja, koliko sramot bomo še doživeli teh 6 mesecev, ko bo pa res pozornost na nas še toliko večja, kot je že v evropskih medijih, ampak more biti, kaj lahko mi kot civilna družba s svojimi protesti, z različnimi akcijami in tako naprej storimo v tem obdobju, ko bomo imeli še večji fokus. Že zdaj je zelo, recimo, dobro, vidim slovenske novinarke in novinarje, naravovarstvenike in tako dalje, da ne naštevam, ko sodelujejo dobro z evropskimi mediji, priznanimi evropskimi mediji, podajajo zelo realne ocene in ugotovitve o tem, kaj se pravzaprav pri nas dogaja, po katerem scenariju gremo in tako naprej kot družba. Ampak to je morda res priložnost, da še malo bolj zaropotamo, se meni zdi. Oziroma, imaš ti sploh kakršnakoli, recimo, pričakovanja, ali te mora biti to vprašanje presenetilo? Vprašanje me ni presenetilo, nimam pa odgovora, zaradi tega, ker se mi zdi, čeprav ne poznam te visoke diplomacije, ampak mislim, da zaradi nekega diplomatskega bontona EU ne bo delala težav pri predsedovanju Slovenije, kolikor se res ne bi dogajale podobne stvari, kot so bili te zapleti našega premijeja z novinarji, s predstavniki parlamenta. Sicer bojo pa pustili tako, da se tehnično stvari peljejo, ker predsedovanje morda ni tako vsebinsko pomembno, kot se nam zdi. Zaradi predsedovanja samega bi se znalo celo zgoditi, da bi bila, to je moja slaba slutna, Evropa manj pozorna na naše notranje težave. Ker če bi jih šla reševati v tem času, bi morda destabilizirala ves tisti mehanizem, ki formalno sodeluje pač teh 6 mesecev pri domnevnem vodenju EU-ja. Tako da več upanja dajem to našo civilno družbo, da do tega časa, čeprav ga praktično ni več, poskusi še kaj narediti. Drugače, kar se tiče delovanja evropskega mehanizma med našim, seveda, samo protokolarnim predsedovanjem Evropske unije, kar se tiče rušenja tega mehanizma, jaz to pravzaprav prepuščam Janši in ekipi. To bodo že oni poskrbeli s svojimi balkanskimi, da rečem, in se res opravičujem, ampak mišljeno sarkastično, dovtipi in tako dalje s svojim vedenjem in tako naprej, ker pač obvedajo se prav tako, kar zanikajo, da sami so. Balkanski so bili vsej duhoviti na trenutke. Ajoj, to je pa dober point, ker balkanski humor je bila sestavina. Ja. Česa manjka, tem desničarjem pol manjka. Čeprav ne vem, smo izgubili tudi ta humor v 90-ih, se mi zdi. Tudi to je res. Ja. Ok, ampak ne. Kar se pa tiče civilne družbe kot take, da bi mi lahko premaknili, sploh hotli premakniti neka kolesja ali pa neko zavedanje, stanje duha ali pa karkoli v pisarnah, sobanah in tako dalje, v Bruslju, v Štrasburu, pa tudi v Luksemburgu, tega ne gre pričakovati, bodimo realni. Jaz bi sam si želel, pa to govorim tako za voljo najine debate in ljudi, ki naj jo gledajo oziroma poslušajo, da bi vseeno ropotali, da bi se ti protesti nadaljevali, da bi bili čim bolj intenzivni in tako naprej, ne namigujem na nasilje nikakor. Zaradi tega, ker tako, kot sem prej omenil, črna pika smo postali. To, kar je bila prej neka oaza, kjer ni paradirala skrajna desnica, je zdaj zelo pač slika naše Slovenije, naše države, družbe, kakorkoli, popackana v evropskem pogledu, v evropski regiji in tako dalje.
mi bi lahko pokazali, da pravzaprav Slovenija ni Janša. Ne? In s tem svojim angažmanom in tako naprej bi lahko bili tudi zgled drugim civilnim družbam direktno v naši regiji, pa tudi širše, kjer odpor proti Orbanu na Madžarskem, stranki PiS na Poljskem in tako dalje, vendarle obstaja. Obstaja vsa ta leta in se mi zdi, da bi lahko tukaj mi ipak izboljšali ugled naše države. Ne? Mislim, če kdaj prileti nek kamen, nekam Bog se usmili, ampak načeloma mislim, da je civilna družba pokazala zelo odraslo držo, ne mislim to pokroviteljsko na nikakršen način, ampak protesti so dostojanstveni, so zelo duhoviti na trenutke, so zelo konstruktivni in Janša ima res cel kup problemov, da to očrni, ne, pravzaprav. Ne. Mora iskati potem iz nekega klobuka, neke vreče zla brez dna, neke opaske kot kaviar, socialisti in tako naprej. Montaža videofilmčkov. In tako naprej. Vse te strategije, da bi pravzaprav to civilno družbo pokazal kot nekaj, kar pač ni. Ne. Meni je bil tvoj govor absolutno super 27. Aprila in nasplošno se pojavljate zelo dobri govorci in govorke. Jaz ta torek, ki je za nami, torej predprejšnji 27. aprila, smatram, da se je na novo odprla sezona protestov. Ne? Srčno upam. Jaz tudi, ja. Daj, ko govoriš o odpiranju, mi je za hip prišla na misel asociacija na tiste pretekle čase, ko sem bil še v zaporu in ko smo skozi projekt odpirali ves zapor, da je postal del družbe. Današnja oblast pravzaprav iz cele družbe poskuša narediti en sam zapor. Tukaj si odgovoril na to zadnje vprašanje, ki sem tega napovedal na samem začetku, ne? Ko sem te hotel vprašati glede na tvoje, no to pa vendarle dolgoletne izkušnje dela v ženskem zaporu na Igu, ne? Katere so Katere vzporednice lahko povlečemo med zaporom in družbo kot celoto, kajti moramo vedeti, da obe dve stvari, torej zapor in družba kot celota, sta pravzaprav organizirana sistema, s svojimi populacijami, s svojim načinom vodenja in tako naprej. Ampak se mi zdi, da si že zelo dobro zadev s tem, kar si rekel, razen če bi hotel še karkoli dodati. Mi smo uvedli takrat v zapor nekaj, za kar obstoji danes prepovedana beseda in to je samoupravljanje. Formalno ga ni bilo, ker upravnik odloča vsem. Jasno. V resnici ga pa lahko narediš. Tako da prisluhneš vsakemu obsojencu in potem nenadoma vidiš, da obsojenci niso samo egoistična bitja, ki bi rada jutri šla domov, ampak da so to bitja z razumom, ki vedo, kje so meje, večina njih, in ki imajo zelo konstruktivne predloge za boljše življenje njih in nas, če rečem, na drugi strani rešetk v zaporu. In to je bil smisel tega samoupravljanja. Skupaj smo sprejemali odločitve. In take vrste samoupravljanje bi bilo več kot dobrodošlo tudi v današnjih razmerah, kjer seveda ozek krog, že če samo vlado pogledamo, odločata dva, največ 3 ljudje. Da jih ne imenujemo, se vsi poznamo. Ali pa tudi Janša, Hojs in Počivalšek. In tukaj je daleč od kakršne koli vladne seanse, vladnega razmišljanja, ne bi škodovali malo samouprave tudi v tem smislu, čeprav mislim, da tako kot bi človek presodil osebnostno strukturo, nihče nima kapacitet za kaj drugega kot za diktaturo. Absolutno. Moje sklepne misli bodo samo te, da pač enostavno pojdite, če že niste, in pojdite na upravne enote in podpišite pač, dajte podpis za referendum za pitno vodo. Mi se lahko pogovarjamo o družbeni represiji, o tiraniji, tudi ta beseda je bila danes omenjena in upravičeno, popolnoma na mestu, oziroma o avtokraciji in tako naprej. Protesti sami so se srečali z dobršno mero
represije kot takšne in to ne samo zaradi nekih epidemioloških zadev, ampak tudi nasplošno. Ljudje, ki sem jih že gostil tukaj in prihajajo iz civilne družbe, so veliko povedali o drugačnih vrstah napadov, ki jih doživljajo samo zato, ker so angažirani bodisi v svojem okolju, bodisi za naravo, bodisi za neke državljanske svoboščine, človekove pravice in dostojanstvo in tako naprej. Ne. Tako da z marsičim se soočamo. Referendum je ena od stvari, ki nam ostane, da lahko pač se tej avtokraciji, tej tiraniji, pač temu režimu zoprstavimo. Tukaj lahko dokažemo, da vsaj nekje onkraj teorije velja volja ljudstva. Tako da mi ne moremo pač ne dati, ne prispevati podpisa za ta referendum. To je še tisto, kar nam ostane. Na ta način lahko rečemo tej vladi, temu režimu, tej bandi, bodimo pošteni, in lahko glasno in enotno, v temu je poudarek, rečemo ne. Ker če niste prišli na proteste, ker vas je strah covida, epidemije oziroma pandemije, je to popolnoma legitimno in upravičeno. Ampak nič izgovorov pa ne more biti, da ne date podpisa za ta referendum. To ni referendum samo za pitno vodo, to je referendum, da pokažemo, da se zavedamo, da obstaja drugi pol Slovenije, da smo številčnejši, močnejši in to drugo kot drugo ni referendum samo za pitno vodo, ampak je referendum, ki naj odloči o tem, kakšno družbo in kakšno prihodnost želimo in ali si ju sploh zaslužimo. Tako da s tem se poslavljamo od vas. In se vidimo, zdaj maj, ne? In se vidimo v juniju. Bodite dobro. Hvala, ker ste bili tudi tokrat z nami. In Dragan, še enkrat hvala ti za ta izjemen pogovor, jaz sem užival. Upam, da ti je bilo tudi tebi všeč. Prvenstveno pa hvala. Hvala za povabilo tudi tebi. Dobro. Srečno vsem gledalcem. In gledalkam. In gledalkam.